Če igralci nastopite v vlogi nasilneža, ali vas potem imajo za take tudi v resničnem življenju? Ne vem čisto točno, a verjamejo, da si ti dejansko tu tak ali ne. Saj vsi verjamejo v to iluzijo filma ali pa v iluzijo gledališča. Ampak po eni strani, če je to dovolj prepričljivo, potem kar malo dvomijo, da je to iluzija, da si tudi ti v resnici tak človek. In sem jaz tak človek, bil takrat v teh pogojih, s to predzgodbo, v tem svetu, v tej zgodbi, ki jo igram. To vsi na vseh vajah, na vseh sestankih se zelo veliko pogovarjamo o tem, kaj vse pripelje ljudi do teh skrajnosti, ne? Ker ljudje pravijo, da se skriva nasilnež v vsakem izmed nas. In kaj je zdaj tisto, kar te pripelje do te meje, da greš preko humanosti, preko nekega zdravega razuma, preko te empatije do sočloveka. In dejansko v ekstremnih situacijah je ta boj za to, da samega sebe obdrži živega oziroma na vrhu, pripelje lahko do nasilnih dejanj. V filmih je lahko veliko nasilja. Ali s tem spodbujajo nasilje? Jaz mislim, da ne, oziroma želim si, da ne, ker če je samo en lik v filmu, recimo, pojmo kratko, da poenostavimo, če je lik v filmu ali pa v predstavi nasilen, to ne naredi filma ali pa predstave nasilne, ampak prikazuje en delček tega mozaika, en delček sveta znotraj tega filma. Če je pa film nasilen, če promovira nasilje, promovira agresijo, to je pa čisto druga zgodba. So filmi, ki promovirajo strpnost, promovirajo svobodo, zaupanje, pa jasno, znotraj dramske ali pa filmske strukture rabiš konflikt, rabiš zaplet. In za konflikt pa potrebuješ pol pa antipol, kako rečemo, se pravi dobro in zlo, recimo, če čisto poenostavimo. Ste sami že kdaj videli ali doživeli nasilje? Žrtev nasilja je en tak močan izraz, ki se ga ne sme podcenjevati, ampak jaz se spomnim, da takrat dvakrat sem bil tepen v šoli, pa to zdaj ne konflikt sem imel s šolcem, kaj pa sem se malo zdravsala, pa na koncu sem jokal. Nič hudega. Vsi to doživimo, to je en del odraščanja kot takega. Jasno, ni fajn, če do tega pride, ali pa sploh pogosto prihaja, jasno. Ampak to, zdaj, ko gledam nazaj, smo to pač bili otroci, čisto tako. Sem pa tudi že bil priča kakšnemu nasilju, ko so eni moji sošolci takrat obstopili enega fanta iz nižjega razreda, ki se jim je uprl in tako. In v tistem trenutku nisem čisto točno vedel, kako reagirati. Nisem nič pametnega naredil, da bi to rešil. Nisem se tudi počutil, jaz sem bil v osnovni šoli ta manjši v razredu, ostali so bili za glavo višji od mene. In tudi ta fant takrat ni vedel čisto točno, komu zaupa, lahko pa komu ne sme, ker smo bili vsi tam sošolci, 3 so to spodbodali, še 3 so se pridružili, pa smo pa še ne 2 ali pa 3 smo pa to gledali tam. Na nek način nemočno, vprašanje, če je res nemočno, ampak če bi vsi 3 skupaj stopili pa kaj rekli, bi bilo boljše. Zakaj je treba reči ne nasilju? Ker če ne, se ne bo nič spremenilo in se bo ali nadaljevalo v tej meri ali se bo pa stopnjevalo. To je največji problem nasilja. Da nič dobrega ne more biti iz tega. Lahko je samo slabo. Kaj bi danes rekli tistemu fantku, ki se ni postavil za sošolca? Jaz bi rekel, naj reče. Ne vpraša ljudi okrog sebe, a ste vsi za to, da to gledamo, da to poslušamo, ali ne. Sam reče, jaz pa nisem za to, da se to dogaja in bom šel stran. Tudi, recimo, ljudem okrog sebe, ki so nasilni, reče, meni se to ne zdi prav, dajva se pogovoriti z nekom, z neko tretjo osebo, ali je to prav. Jaz se mi zdi, da to zelo pomembno, ker se bo počutil, da je vplival na to in je vplival na to.